Dober dan vsem. Poglejmo zdaj, kaj znanstveni zapis števil in s kakšnim primerom vidimo tudi, zakaj je koristen. Znanstveni zapis se predvsem uporablja v fiziki, ne samo. Torej, mi imamo eno število, na primer 426.000 in kako se zgleda znanstveni zapis? Je nekaj takega, eno število med 1 in 10, 10 izključen, krat je neka potenca od 10. In sedaj vidimo, kako pridemo na to. V resnici ni tako težko, sledite mojemu razmišljanju. Torej, 426.000, če moram dati eno število med 1 in 10, bom jasno dal 4 vejca 26. In sedaj moramo misliti tako, to je 4 in nekaj. Tukaj imam 400.000 in nekaj. 4, zato da postane 400.000, smo ga pomnožili z 100.000. In torej tukaj gre 100.000. Zdaj, 100.000 je 10 na 5. Obnovimo to na kratko, 10 na 3 je 1000, 10 na 6 je milijon, 10 na 9 je 1 milijarda. Tukaj gre 10 na 5. Sedaj, podoben primer, 21 milijonov, število med 1 in 10 bo 2 vejca 1. Sedaj, tukaj imamo 2 in nekaj. Tukaj imamo 20 milijonov in nekaj. 2, zato da postane 20 milijonov, ga moramo pomnožiti z 10 milijoni. 10 milijonov je 10 na 7. Sedaj gremo pa na majhna števila. Vidimo, kako razmislimo tukaj. Nič vejca, nič, 7, 5. Število med 1 in 10 bo 7 vejca 5. In sedaj, kako razmislimo? To je 7 in nekaj. Tukaj ta 7, kaj predstavlja? Predstavlja 7 tisočink, ker hitro po decimalni vejci imamo desetine, potem stotine, potem tisočine. To je 7 tisočin, torej 7 krat 1 tisočina. 1 tisočina je nič vejca, nič 1. Ker na prvem mestu so desetine, na drugem stotine, na tretjem tisočine. In ta nič vejca, nič 1 napišemo kot 10 na minus 3, ker hitro po vejci imamo mesto minus 1, potem minus 2 in potem minus 3. Ja, sedaj pogledamo še en podoben primer. Nič vejca, nič, 6, 5. Število med 1 in 10 bo 6 vejca, 5. Ta 6, kaj predstavlja tukaj? Je 6 10 tisočin, ker po vejci imamo desetine, stotine, tisočine, 10 tisočine. In torej je 6 in nekaj krat 1 10 tisočina. Ker tukaj hitro po vejci imamo desetine, stotine, tisočine, 10 tisočine. Torej to, in to je prav 10 na minus 4. Prav, ker smo šteli toliko mest po vejci. Sedaj, vse to znanstveni zapis, kako ga lahko uporabljamo za račune? Naredimo kakšen primer. Da naredimo to deljenje 46 milijonov deljeno 230.000. Ali pa napišemo tukaj ulomljeno, ne? Sedaj, da povem to. Tukaj sem naredil zmeri to vmesni prehod. Potem, ko se naučite, lahko direktno napišite to, brez tega vmesnega prehoda. Vsej tukaj naredim direktno. Torej, pretvorimo oba v znanstveni zapis. 46 milijonov, tukaj napišem 4 vejca 6, krat kaj? Tukaj je ta 4, postane 40 milijonov, torej krat 10 milijonov. 10 milijonov, 10 na 7. Tukaj dam 2 vejca 3, ta 2, kaj ponazarja tukaj? Ponazarja 200.000, torej krat 100.000, 10 na 5. Sedaj delim posebej, napišem posebej ulomek teh in posebej ulomek potenco 10. Tukaj sem dal nalašč, da prije lahko, da je 2, ker 4,6 je dvojno 2,3. Drugače pa tak račun lahko naredite z žepnim računalnikom, ki tudi ni nujno niti, da je znanstveni žepni računalnik, katerikoli lahko naredi to. Ni rečeno pa naredi z ogromnimi števili. Torej, to naredite in tukaj 10 na 7, ulomljeno 10 na 5 se odštevajo eksponenti 10 na 2. Tukaj 2 krat 10 na 2, to bi bil znanstveni zapis. Sedaj, če eksponent je majhen, tudi če naj bo ali pozitiven ali negativen, če je majhen, mislim, da je bolj primerno, da prvo napišemo, koliko je vrednost. Če pa je velik, ga pustimo.
Torej, tukaj 10 na drugo je 100, 2 krat 100 je 200. Torej, to smo zračunali to, da je 200. Tukaj smo imeli deljenje, pogledamo tudi eno množenje, 300.000 krat 25.000. Zdaj, tukaj je 3 krat, kaj? Ta 3 ponazarja 300.000, torej krat 100.000, 10 na 5. Tukaj 25.000 dam 2 veca 5, ta 2 ponazarja 20.000, 10 na 4. Zdaj, 3 krat 2 veca 5 je 7 veca 5, 10 na 5 krat 10 na 4 se sešteve eksponenti, 10 na 9. In torej to bi pustili tako, ker je visok eksponent, vsekakor 10 na 9 je ena milijarda. Torej to je 7 veca 5 milijard, torej 7 milijard 500 milijonov. In tako smo zračunali zlahka. Zdaj, še ena stvar, ko mi delimo take račune, se lahko zgodi, da to število, ki imamo od spredaj, da potem, ko smo naredili več računov, da ni več med 1 in 10. In torej nekako ne bi bil več pravi znanstveni zapis. Recimo si dobimo kaj takega in hočemo pretvoriti v znanstveni zapis. Torej, ta 520 hočemo napisati 5 veca 2, ki je med 1 in 10. In tukaj kaj moramo delati s potenco 10? Torej, razmislimo tako, tukaj imamo en produkt. Tudi tukaj. Produkt mora stati enak. Če tukaj smo imeli 520 in smo prešli na 5 veca 2, pomeni, smo delili 100. Zato, da produkt ostane enak, moramo tukaj pomnožiti 100. In torej pomeni dodati 2 k eksponentu. Namesto 10 na 8, 10 na 10. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.